Vročina in potem pa še ena mrzla pijača. Naj vam povem, da je to največja napaka, ki jo lahko naredite v poletnem času. In če meni ne verjamete, je z mano Simon Godina. Največja napaka, ki jo lahko v poletnem času, ko nam je vroče, naredimo je, da pijemo mrzlo, po možnosti še veliko ledenih kock noter pijačo. Ja, da se vse žile zakrčijo, ne? In zdaj telo še bolj vročino dvigne. Ne? Pa sem pa malo razmišljala po zimi, ki pa toplo pijemo, mislim prav vroč čaj, ne? Spet odpre žilce. Ne? Tako da najboljše je zdaj tudi tako po kitajski medicini pa ne, to, da je v bistvu mlačna voda. Ne? Sicer je tako malo zapit, ne? Tudi kakšne lubenice, ne imamo vsi radi hladne. To v bistvu ni dobro, ker imajo manj sestavin tega. Likopena imajo manj, če so hladne, kakor če so na sobni temperaturi, sem so tako, ne. Se pravi, mogo bi jih ti dati v hladilnik, ne, ker vsem, da se ne pokvari in potem recimo ene pol urce, preden jo začneš jesti. Ja, da ni prav ledena, da ni prav ledene pijače, mogoče, no, da jih malo povaljamo po ustih, da jih ne pogoltnemo prav ledene. Tudi za grlo ni dobro, ne, ker pol pride tudi dosti nekih prehladov poleti, ne, ravno tudi zaradi tega grlo pa to, ker nam pol trpi, odvisno zdaj spet, kakšen imamo imunski sistem. Tako da predvsem ni zdaj, da nas hladi pač hladno, ne, ker telo se od znotri pol hladi, ne, od zunaj se lahko se tudi kopamo, pa to, pa se malo shladimo. Sam tudi, ko gremo mi v mrzlo vodo, ne, telo začne delati in pol, ko prijemo ven, se nam lula, ker začne stiskati vse ven, ne. Ampak, ko pijemo mrzlo pijačo, kaj se zares v telesu zgodi? Ker brala sem sicer, da nekje res telesna temperatura človeka, oziroma temperatura pade sicer za 0,5 stopinje, ko pijemo hladno pijačo. Torej, na nek način na tisti kratek rok nas ohladi, ne? Ja, občutek je, ampak takoj pa telo pa potem mora zdaj zagreti to hladno pijačo, ne? In se pol v bistvu še bolj segrevamo. Kaj pa potem lahko dejansko pijemo, naredimo, da nas poleti, ko so res te vroči dnevi, ohladi? Da nas ohladi, rabimo v bistvu minerale. Ne? Minerali nas hidrirajo. Ne? Da nas hidrirajo, da telo dobi hranila, ker tudi poleti se več potimo. Ne? In v bistvu s tem potenjem mi izgubljamo minerale. Sol, ne? Če se poližemo, smo slani, ko se potimo in to moramo dodajati. Ker če samo vodo pijemo, nas lahko spira preveč. Ne? Je tudi telo ne zagrabi, zato rabi minerale. Pa večina ne ve, da je razlika med limono pa limeto. Jaz ne vem, povej mi. Limeta je hladilna, malo hladi. Okay. Hladi, tako da ni dobra za pozimi. Saj zato se daje tudi te razne pijače pa te stvari. Ne? Se da limeta, ki malo v bistvu hladi. Zdaj alkohol absolutno odpade poleti, ni glih najboljše, ne? Ampak to kdaj drugič. Ampak limeta res hladi, ima drugačen efekt kot limona. Limona bolj razstrupla, ne? Bolj tako, limeta pa res hladi. Ali pa kakšne kumarce, ne? Tako da bi si kakšno pijačo naredili, limeta, kumarca, voda, ne? Pa da jo ne pijemo čisto ledeno, lahko je ohlajena, da ni glih taka, kot ena tam sparjena, ne? Tako da so minerali lahko malo soli noter ali pa kakšne kapljice mineralne, pač, ne, če imamo kakšne take stvari. Zdaj, mineralne kapljice so na Klepetu ob kavi že kar dolgo časa v bistvu dosegljive našim gledalkam in gledalcem. Smo pa zdaj v bistvu pripeljali v Slovenijo tudi en čisto nov produkt in to je jutranji prižig. Si ga že kaj pogooglala, si kaj pogledala o njem? Kaj je recimo... Malo mi je Jasmina razlagala, ne, da malo tako dvigne energijo, ne, da je ena taka specialna kombinacija mineralov, pa malo kreatina, pa malo teh sestavin, da lepo dvigne, da ne prehiter šus, ne, tako da res telo nahrani in da da malo energijo na neki bolj naraven način. Ne, ker poleti tudi malo srce lahko začne nabijati. Ne, tiste, ki smo že malo, mogoče menopavza, to še malo bolj čutimo, ne, zaradi tega nihanja, pa to vročino težko prenašamo, ker že tako nas obliva, ne. Tako da si tudi takrat lahko malo pomagamo s tem menta, pa ta zelišča, ki malo hladijo, pa, ne, predvsem pa minerali. Ne, tudi malo pomirijo srce, ker pumpa naša dela na nihanje kalija, natrija, ne, tako.
pa drugih mineralov, tako da je pomembno. Ne. Mogoče tudi za železo, se premalo govori o tem, da železo rabi baker, da se absorbira, ne. Tako da mora biti pravilno. Ni zdaj, da ti recimo kupaš, ne vem, v lekarni kupiš železo in ga dodajaš, marsikdo ne ve, da je v bistvu topen v C-vitaminu, a ne, če se ne motim. Ja, C-vitamin ga še pospeši, da se absorbira. Se mi zdi enih... Železo to bi zdaj lahko ful razlagala, ne, ker če imamo pomanjkanje železa, ni nujno, da ga moramo dodajati, ne, ker to je težka kovina in lahko dobesedno zarustamo, če ga dodajamo, kadar to ni telesu primerno, ker včasih ga telo skrije zaradi določenih dogajanj v telesu. Bodi si nekih vnetij, bodi si tukšnih parazitov, pa kakšnih teh virusov, bakterij in tako naprej. Ne? In ga dobesedno, ali ga te popapajo, ne? Pa imamo pomanjkanje in pa še dodajamo hrano, tako da je treba malo vedeti, zakaj. Ponovadi je absorpcija problem. Ne? Absorpcija, da je premalo želodčnih sokov, da to razgradi in ta kombinacija teh mineralov, to mora biti dobro. Zdaj, ena zadeva, ki smo jo tudi dobili kot vprašanje na Klepet ob kavi, je bila, ali je lahko mineralov preveč. Torej, ali lahko mi, ne vem, z mineralnimi kapljicami ali pa s tem novim produktom jutranji prežig dejansko v telo nesemo preveč mineralov, elektrolitov. Je to možno ali ne? Ja, zdaj, odvisno, zdaj, fajn je, da je dosti vode, a ne? Dosti vode, sej telo to itak ven splakne. Če je neka raznovrstna kombinacija mineralna, je drugače, kot če samo en mineral doda, recimo samo natrijev klorid kot sol. Je fino, da je tak cel spekter različnih mineralov. Tukaj je pol malo drugače, ker telo bo pač vzelo, kar rabi in ven. Lahko bi kakšne ledvice lahko obremenili, če preveč pretiravamo. Odvisno, koliko je ta filtracija ledvic, recimo. To vidim tudi, da je dosti v stresu problem, zato ker nadledvične žleze tudi uravnavajo to absorpcijo mineralov. In če so obremenjene zaradi kortizola, pol te drugi hormoni, ki to pač uravnavajo, je lahko težava. Tako da je fino dosti piti, pa da je to vse uravnoteženo. In tudi za zdravljenje zgorelosti bi jaz priporočila, da se mineraliziramo. Ne toliko neki vitamini, v smislu C-vitamin, ja tudi, ampak v kombinaciji tudi z minerali, ker to telo zelo potrebuje, smo pa podhranjeni tega, ker imamo slabo absorpcijo. Že v želodcu se ne absorbira. Ampak je to zaradi tega, ker dejansko je v hrani manj vitaminov in mineralov, kot jih je bilo nekoč, a je to zaradi dejansko drugačne presnove? Stres. In zdaj prej, ki se je v tej pijači govorila hladni, hladna pijača stisne in zablokira vse. In tudi stres ni absorpcije, samo cuker in beg v stresu. In se tudi zakrči in se tudi tam na površini te secretory IgA, pa to se vse poruši, ker kortizol vpliva na to. In telo v stresu ne hrani sebe, ampak sam teče, beži, mislim, tako je narejeno. Mi smo pa skozi v tem modusu in sploh nismo nahranjeni. Se pravi, rešitev je dejansko v mineralih, rešitev je v limeti in teh stvareh, ki dejansko hladijo in potem v bistvu je to tudi za srce, ne? Ker dejstvo je, da po kitajski tradicionalni medicini je poletje čas srca. Ja, in mora biti pravilno to razporeditev mineralov, da lahko srce pravilno dela. Zdaj pa, če se samo na hitro še dotakneva mogoče hrane, kaj v poletnem času tudi recimo kot hrana hladi? Poleg sadja, se pravi to, kar smo prej omenili, lubenico in tako, kaj še? Ja, pač tukaj smo bolj na razne te solate, razne te sočne zelenjave, kumarice, bučke, razne take zadeve, bolj solate, hladno nam bo bolj pasalo, lahko tudi neke hladne juhe miksane, kot ene taki smuti, bolj poleti, bolj smuti, kot po zimi. Po zimi bi bolj tople juhce, recimo. Tudi ko malo po ajurvedi na ta način. Da je veliko vode, lahko so tudi take zelo kuhane zelenjave, juhe, pa se jih pol bodi si miksali, pa tudi samo te juhe zelenjavne bi se lahko pili na en način. Se mi zdi, da v bistvu tako, če malo gledaš naravo in tako ti dejansko vse pokaže. Poleti imamo veliko lubenic, solat, nekih mehkih in tako naprej. Samo malo je treba... Veliko je teh pridelkov, ki
ki so na voljo in se jih potem poslužujemo, ne, tudi zelišč in raznih teh stvari, tako da definitivno pač moramo naravo spremljati, ne. Simon, hvala za tokratni pogovor. Evo, jaz mislim, da ste izvedeli marsikaj. Se pravi, mrzle pijače niso najboljša zadeva za poletje, so pa definitivno nujno potrebni minerali in imate na spletni strani www.klepetobkavi.si nov produkt, jutranji prižig. Preberite si, ne rabite meni verjeti, preberite na spletni strani, pa boste videli, zakaj jih potrebujete tudi vi v poletnem času.